Me zanima, če je vajen zadnji teden bil enako v sožitju. Nadgradila so harmonijo. Glej, to dotikanje. Prvo sem jaz bolel, potem še ona. Ja, ne, lahko harmoniji jaz sta kar po pravici zbolela. nekaj povem. No. Midva sva v bistvu nehote sabotirala ta romantičen teden in midva se v bistvu se oba zavedava, da sva gradila in sva prišla do te ene stopnje, ker zdaj bi pa pač mogli nekako peljati v ta odnos, eno romantiko. Ne? In pač, kaj se je zgodilo? Aleksandar se je pač zastrupil in je bil 2 dni čist bogi. Kaj si mi podala? To jaz sem njemu govorila, ne Sprašal jaz. sem se. Ne, jaz sem njemu govorila, ne jaz, ampak on je pa vse pojedel. In tukaj bi se on lahko naučil, da včasih je treba ženo poslušati. Pa zaupati. Tako. Ne, šalo na stran, res je bil bogi, ki se je pač zastrupil s hrano in je bilo mečkan težko, ampak kljub temu je zbral pogum in je šel na zmenk z mano in sva se imela, ampak se je čutila ta energija, pač, da nisva tista ta prava, tako kar bi mogla biti. Za piko na i sem pa jaz pa naslednji dan pa jaz imela ful hud migrenski glavobol in je bilo, tako bom rekla, res neizdržno, čeprav se je pa on tudi trudil. In bom rekla, da se je nekako v najni komunikaciji, ki je zmer res aktivna in spodbudna, se je poznalo v bistvu, da nisva funkcionirala tako, kot bi. Ampak sva si pa dokazala. Ne, lahko sam še nekaj povem. Jaz bi se ti res rada upravičila, če sem karkoli rekla, da ni bilo okej, ker z moje strani vem, da ni bilo tako, kakor bi mogli biti. No. Tako da A sem mogel pržganko sam skuhati. Ne, no, resno ti govorim pač, veš, ta naša komunikacija in na sprehodu, pa in tam na večerji in tudi pa naslednji dan na bazenu, ki je bilo vse tako popolno romantično, ampak jaz vem, da z moje strani ni bilo 100%, no. Tako da oprosti. Sprejeto, opravičeno. Ampak vse to zakon je, ne? Ja, ker v bistvu, če si ti v normalnem razmerju, ti rečeš, lej, danes me pa glavo boli, a lahko to predstavlja na naslednji dan ali pa kakšen drug dan. Tukaj je pa pač eksperiment in midva sva šla v to, bom rekla, res partnersko in spodbudno sva šla skupaj, sva se trudila, ampak ni bilo pa to. In zaradi tega pač nisva romantiki dala priložnost, da bi se zaenkrat razvila. Ste prišla morda do kakšnega spoznanja ali pa do kakšne prelomne točke, osebno, vsak pri sebi, ali pa kot v odnosu? Jaz bom rekel, da sem dobil potrditve glede mojega mišljenja, da je res v odnosu treba postaviti neke zdrave temeljne, ki si jih potem držiš. Ne? Se pravi, tisti temeljni, ki smo jih na začetku omenjali, spoštovanje, iskreno zaupanje in potem seveda zdrava, kultivirana konverzacija, sprotno reševanje določenih nevolj, nesoglasij. In je bila to potrditev, to sva postavila, tako sva se držala in mi je bila to, skozi celoten ta eksperiment mi je bila to potrditev. Da sem imel pravilno razmišljanje glede stvari v odnosu. Odlično. Danica? Ja, jaz sem pa v bistvu ugotovila eno stvar. Mene ta moj način življenja vodil skozi celo moje življenje in sem funkcionirala. Vidim pa, da v odnosu to ni glih prav. Ne? To pomeni, da ne rabim biti skozi jaz tista za vse, da lahko prepustim tudi partnerju, da tudi on vodi, da ne rabim jaz biti paradni konj. In sem stopila 3 korake nazaj, prepustila njemu tudi vodenje in sem se naučila, da pač res ne rabim biti tista alfa konstantno. Ne? Vi dva sta imela vsak teden neko novo presenečenje pripravljeno eden za drugega. Ja. Zdaj me zanima, če sta vse realizirala? Mislim, da bi to še cel let lahko delala. Jaz sem imela take v bistvu, plane in načrte in vse. Lahko pa rečem, da ta teden je bil kar lep, ne glede na to, kako so se mi da počutila, vseeno sva kar dosegla. No? Ampak mi ne bi bili mi, ne? Ker tako zelo verjamemo in v ljubezen in v romantiko, da bi vseeno vprašala, kjer pa je bil najbolj romantični trenutek med vama? A jo pustivo negotovost? Da kaj povej. Še kaj stara zakonca. Hanimo na začetku Ja. in večerni sprehodi ob jezeru 100%.
Ker takrat sva se v bistvu spoznavala. A tudi Aleksandar je spet ostal nemo tiho. Aleksandar, daj kaj povej. Daj kaj povej, pol pa prevzamemo vajeti. Zdaj bo Aleksandar povedal, Ja, prosim. se strinjam. Ja, Da, draga. ja, ta prvi teden sigurno je bil zanimiv, ja. Že zgolj zaradi tega, ker sem se spoznavala, je to bilo zanimivo. Ja, poleg tega, da je bilo pa zraven, ne bom rekel podcukrano, ampak so bili tisti dodatki, ki s samimi dejanji, aktivnostmi res čarobni, romantični. Tako da je bilo tisti nekako prvi 3 dni. A če bi imela neko čarobno palčko, a bi kaj spremenila? Ja, definitivno. Ja, Zadnji teden. Aha, ok. To, da bi bila zdrava. Če bi pa s to čarobno palčko si lahko pričarala en dogodek, ki je bil res wow. se pravim, ta najbolj všeč v tisti hotelski sobi, ki je bilo tisto dogajanje, ne si ga bodi gor v savni, v apartmajskem, temu predsedniškem apartmaju, ki je bilo to res posuto z enim smehom. Tisto mi je bilo tako res prijetno, res prijetna energija, sproščeno, smeh, njeno zadovoljstvo na obrazu, moje zadovoljstvo. To mi je bilo. V redu. Torej, zdaj imata en teden, da se ne slišita, da malo razmislita o celotnem odnosu, za katerega sta imela še enkrat skrajšan čas, ampak mislim, da sta ustvarila odlično kemijo med sabo. Tako da vama želim vso srečo v tem tednu Hvala. in mnogo nežnosti. Tako, tudi v razmišljanju o celotni situaciji. Hvala, mama.